ne bom vsak let odlašal, da bom film posnel šele takrat, ko bom pripravljen, da bomo začeti delati. Se pravi, 2013 sem imel raka, 2014 sem posnel prvi kratki film. Imam kamerco, 3 frende, pa YouTube je začel obstajati, kaj bomo naredili. Film te nikoli noben ne pros, da narediš. Vedno mora biti želja tvoja. Medtem ko pri serijah skoraj vedno fajn, da imaš naročnika, ki si to želi. Pri oglasih pa vedno velja to, da se gledati druge oglase. Moj workflow je vedno tak, da manj ko imajo denarja, bolj sem jaz happy, ker si probam pa vsaj izboriti neko svobodo. Pozdravljeni v podcastu Bika za roge. Ponovno odgovarjamo na vprašanje, kateri film je najboljši vseh časov. In tokrat bo na to vprašanje odgovarjal režiser, producent in scenarist Luka Štigl. Pozdravljen, Luka. Živjo, hvala za vabilo. Hvala tebi, da si se odzval. Luka, si posnel že številne kratke filme, se pravi Štokholm, 91 in zdaj zadnji je Srečen dan mrtvih. Tako. Si režiser znanih serij Truplo in Hiša ljubezni. Tudi res. Ja, pa soustanovitelj Square Me. Se pravi, imata z svojim poslovnim partnerjem, imata skupaj produkcijsko hišo, ne? Tako. Kjer snemaš reklame. Si nek kralj reklam, ali kako se temu reče. V bistvu vse, kar si naštel, snemamo v sklopu te produkcije, ampak ja, pač, če želiš v Sloveniji preživeti v tem fahu, je glavni income so seveda reklame. Se pravi, največ delamo tega. To je tudi najkrajša forma od teh, ki si jih naštel, se pravi, jih je treba veliko posneti, da se kje pozna. Tako da ja, večino vsakega leta se ukvarjamo s tem, da snemamo oglase, potem pa vsaj enkrat na leto pa probamo posneti še nekaj avtorskega bolj za svojo dušo. Ok. Dajva začeti pri reklamah. No? Se pravi, posnel si več kot 100 reklam, mislim, da si prej rekel celo, da je več kot 400 reklam. Ne? Zdaj, odvisno, kako jih štejeva. Ne? Če štejeva samo televizijske, smo nekje pri 100, če štejeva vse, se pravi, tudi vse spletne in vse ostale variacije, smo pa verjetno že bolj pri 400. Ja. Ok, in tudi med njimi sva ugotovila, da so vsa borzna podjetja slovenska, ne? Ali pa skoraj vsa. No? Zdaj se s tem ukvarjamo že 13 leto, tako da, kot sem prej rekel, Slovenija je majhna, tako da zaokrožiš. Mislim, da smo že praktično za vse brende, ki obstajajo pri nas v eni ali drugi točki nekaj posneli. In tle pri reklamah me zanima, no? Kako nastane ideja pri tebi? Kakšen je tvoj kreativni proces? Se pravi, imaš naročnika, on ima neko željo. Kako se začne pri tebi? Tles v bistvu so 3 načini, če si ti produkcija. Zdaj naša produkcija se mogoče rahlo razlikuje od ostalih ravno po tem kreativnem procesu, ker prvi, najbolj klasičen proces bi bil, obstaja nek klient, recimo obstaja Špar kontaktira agencijo, ne bom zdaj rekel kjero, ker se menjajo, ampak se pravi, oni pridejo do agencije, želijo neko kreativo, agencija razvije za njih neko kreativo in potem kontaktira nas, da to izvedemo. In je tukaj potem čista debata, kakšen kreativni input je sploh iz naše strani. Je to nekaj, kar so oni snovali skupaj z naročnikom že, ne vem, par mesecev in so zelo zaklenjeni v svoji ideji in želijo bolj kot ne, da samo dodaš nek svoj pečat pa to realiziraš. Obstajajo pa tudi primeri, kjer pridejo z neko osnovno idejo pa rečejo, da ali jaz kot režiser ali mi kot produkcija, ali lahko to kakorkoli nadgradimo, da bi bilo še to boljše. Ne? In to je v bistvu najbolj pogost način sodelovanja, je, da je med klientom pa ta bo agencija vmes, ki skrbi za kreativo. Zdaj, drugi način je ta, ki sem v bistvu ga zdaj že malo opisal, kjer se mi in agencija povežemo. To je najbolj pogosto, kadar gre za piče, se pravi, kadar nek klient ali povabi več agencij, ali pa
povab agencijo pa reče, pripravite različne ideje in če že v tej fazi agencija pokliče nas, lahko skupaj razvijamo neke ideje, ki bi bile za njihovega klienta bolj primerne. Tukaj gre predvsem za to, da pogosto agencije so zelo dobre v kreativi, mogoče pa ne vejo za vse tehnične rešitve, kjer jim lahko mi potem pomagamo, a ne? Da v bistvu že v fazi snovanja same ideje predlagamo neko tehnično kreativno rešitev, ki potem ponudi nek čist drugačen scenarij, kot bi ga lahko drugači, in oni potem s tem pristopijo k klientu. Je pa tretja opcija, s katero se tudi mi ukvarjamo, da imamo pa direktne naročnike, kjer pa pač recimo Baumit je eno tako podjetje, ki direktno z nami sodeluje zdaj že, mislim, da skoraj 5 let. Ali pa kar, ja, jaz pozabim od korone, koliko hitro letijo leta. Je že kar več kot 5 let, glede na to, da smo to med korono začeli. Kjer pa vsakič oni pridejo do nas pa rečejo, lej, ta nov izdelek imamo, da te pripraviti neke kreative, kaj bi lahko naredili, pripravimo mi sami. Je potem ta workflow tudi hitrejši, ker tukaj lahko v bistvu 3 ljudje se vse zmenimo. In se na ta način razvije kreativa in naredi in gremo od tam naprej. Ok, pa dajva pogledati to tretjo točko, no? Recimo, kjer si ti zadolžen praktično za vse, ne? Od začetka do konca. Kako se lotaš tega, recimo? Tle je tako, ne vem, če je to prav, ampak je pa moj workflow je vedno tak, da manj, ko imajo denarja, bolj sem jaz happy, ker si probam pa vsaj izboriti neko svobodo. Aha. Se pravi, če nekdo pride z ogromno nekaj denarja, pa reče, tako pa tako bi imel, bolj, kaj ne moraš tako pa tako nareči. Če pa nekdo, joj, pa nimam, pa kaj bi se dal, ne vem, kaj pa lahko rečeš, lej, ali imam pol vsaj proste roke, da si nekaj malo odbitega spomnimo, ne pa so pogosto veseli, da se ti dal za ta denar ukvarjati. Imaš leverage. Ja, imaš leverage in to imam v bistvu zelo rad. No. V bistvu imam najrajši, če je nek kompromis, da je ok, da ni zdaj nek vajen denar, da ni čist premal, pa da je nek v redu sogovorec na drugi strani, ki razume pomen tega, da se naredi nekaj malo bolj kreativno, nekaj malo bolj zanimivo. Baumit definitivno je take vrste naročnik, kjer leta smo s Filipom Flisarjem snemali za njih in smo v bistvu vedno je bilo sem, kaj se lahko spomnimo, da bo res da bo malo bolj out there ta ideja in smo veliko zanimivih stvari na tak način posneli. Kako se pa spomnim samih idej, pa zelo odvisno od vsega projekta. Načeloma vedno probaš izhajati iz produkta, ne? Oziroma iz brenda, odvisno kakšne vrste spot je. Zdaj meni se zdi narobe, da ko pride nekdo do tebe, kakršen koli budget ima, pač, če pride in želi recimo, ok, zdaj bo mi dva, ti delaš tele zvezke. In ti bi prišel do mene in rekel, imam tok pa tok, tele zvezke bi rad spromoviral po Sloveniji, da bojo najbolj prodajani zvezki. Grdo je zdaj, da jaz razmišljam sam, kako bom na sofu dobil nagrado, ne, da bo to najbolj bizarna reklama za zvezke ever, jaz bom tam dobil high five od žirije, kako sem se to dobro spomnil. Nekdo bo pa čez en teden te preko, sem videl eno reklamo, fak je bila dobra, sam ne spomnim se, zakaj je bila. Ne, ker sem sam naredil nekaj, kar se meni zdel super, pa na koncu sem tvoje zvezke na limu. Dvorezen meč, v bistvu moram jaz naprej razmisliti, ok, kako ta zvezek zdaj spromovirati, da bojo ljudje vedeli, da je bil oglas za zvezek, ne sam, da je bil dober oglas, za koga in kaj je bil, in pač ti moraš čez en mesec prideti k meni pa reči, a veš, da imamo prazen skladišče, vsi zvezki so šli. Takrat sem jaz nekaj dobrega zate naredil. Ne takrat, ko sem eno si pisal, wow, kakšna dobra reklama, jaz sem pa posnel tam Car Chase v stilu James Bonda, ker sem si vedno želel to posnet, pa mi noben drug ni dovolil, pa sem zdaj tebe izkoristil in tvoj budžet, da bom to posnel, pa sem pa na koncu prtljažnik neke zvezke dal za to, da sem te rekel, da je to za zvezke. Ljudje so pa pozabili, zakaj je v resnici glas bil. Potem nisem naredil svojega dela. Ne. Če pa naredim zadevo tako, da je in dobra, in da se ljudje zapomnijo, in da jasno vejo na koncu, bilo je za zvezke
točno te zvezke in te zvezki so najboljši in ko grejo naslednjič v trgovino, pa rabijo zvezek, rečejo, fak. Ali pa še boljš, če sploh ne rabijo zvezka, pa so vse tvojega kupili, takrat so nekaj naredila. Ne. Ok, se pravi, ni sam ta artistični del, ne, je tudi ta poslovni. Ne, absolutno, mislim, moraš razmišljati poslovno, ker tudi, če ne bova delala enkrat. Če si ti prinesel ves denar, ko si ga imel za spromovirati zvezke, jaz sem naredil nekaj, da sem se igral, pa da sem že en kratki film zase posnel na mestu glas zate. Tebi se to ni nikjer poznal, ne boš imel čez pol leta ali pa čez 1 leto denarja za nov glas in sem se v bistvu sam sebe v skledo plunil. Ja. Kreativni blok, se kdaj srečaš z njim? Mislim, ja, en zelo dober nasvet je, ki sicer velja za pisanje filmov pa serij. Pozabim avtorje teh kvotov, ampak nekdo priznan je enkrat rekel, ko imaš ideje, piš, ko nimaš idej, ber. In že če svoje bereš, že recimo, če pišeš serijo, pa se usedeš in zdaj pa moram napisati naprej in prazen list pred sabo gledaš oziroma ekran in ne veš, kaj bi. Je fajn, da greš samo mogoče na začetek, pa prebereš od začetka do tam, kaj si do zdaj napisal, ali pa prejšnjo epizodo, ali pa, ne vem, prejšnji projekt, karkoli imaš. In garantiram, da preden boš prišel do une točke, ki je prazna, se ti že toliko stvari posvetil, da bo prišla ideja nazaj. Pri oglasih pa vedno velja to, da se gledati pač druge oglase. To je pa vedno. Tudi ko dobiš nek projekt, tudi ko veš, kaj boš delal, prvič je prav pogledati, kaj so vsi stali naredili, zato da ne kopiraš, da ne boš naredil enako. Drugič, zato da dobiš neko inspiracijo. Tretjič, zato da vidiš, kakšni so trenutni trendi, pa se lahko potem čisto zavestno odločiš, ali slediš tem trendom, ali hočeš ravno nasprotno od teh trendov, zato da boš izstopal. Tako da, ja, takrat, ko ne moreš dati od sebe, je fajn, da konzumiraš ali svoje prejšnje, ali od drugih, da se ti malo creative juices začnejo spet flowati in je potem lažje. Ja, zanimivo. Deva zdaj od reklam proti filmom, proti filmskemu ustvarjanju. Se pravi, omenil si, da enkrat na let narediš tudi nekaj avtorskega, nekaj za dušo, pa kako je pri reklamah to, da imaš ta umetniški in poslovni del. Kakšen je pa ta proces pri filmih oziroma pri serijah? Ne znam si čisto točno predstavljati. A serija pri tebi usklije, dobiš idejo, jo prodaš? Zdaj tako, načeloma z mojo partnerko Sanjo te zadeve piševa skupaj in tudi najbolj pogosto sva potem, ne vem, če serija sva kot showrunnerja skupaj, se pravi, Sebastianom imava firmo, imamo produkcijo, se pravi, tehnično, finančno podlago tega, kar se kreative tiče, pa Sanjo razvijava večino teh stvari, ki jih potem mi delamo. Kako pa kakšna stvar nastane, je pa čisto odvisno, ker recimo zdaj Srečen dan mrtvih je nastal čist iz neke moje ideje, ker sem želel nekaj povedati, ker je bila pač osebna zgodba. Hiša ljubezni serija je nastala iz tega, da je pač bila želja iz strani Pop TV, da nekaj novega skupaj naredimo, kjer imaš v bistvu potem naročnika. Truplo, enaka zgodba. In v bistvu je zanimiv, da so zelo različne, se pravi, kako nastane serija ali pa kako nastane film, sta povsem različna začetka. Zaradi tega, ker film te nikoli noben ne pros, da narediš, vedno mora biti želja tvoja. Medtem, ko pri serijah skoraj vedno fajn, da imaš naročnika, ki si to želi, pa potem ti narediš. Če ne, mislim, lahko napišeš, ampak ne bo nastala. Ne? Aha, se pravi, da imaš naročnika, ki recimo mu ti nekako predstaviš idejo
In on reče, ja, to bi nas zanimalo, bomo to financirali. Tako. Ker brez tega serije ne boš mogel narediti. To je čist prevelik zalogaj. Mislim, ljudje pogosto čislajo filme še vedno precej nad serijami, kar je razumljivo. Film je bil prvi in film je glavna stvar tega, kar mi vsi skupaj delamo. Ampak zdaj že skoraj 25 let živimo v tej golden age of television, kjer se zelo visoka produkcija TV serij dela. Se pravi, to je zdaj zelo primerljivo produkcijskemu nivoju filmov, medtem ko še v 90-ih to ni bilo res. Ne? V 90-ih je bilo vse zelo studijsko pa sitcomi so bili. Ja, pa tudi kar ni bilo sitcom, je bilo čist na drugem nivoju. Če gremo gledati serije iz 90-ih, so tudi ostale, tudi ne sitcomi so velikrat studijski ali pa imajo velikrat nižje budžete, imajo tudi igralce, ki so takrat se temu rekli B-actors, zdaj pa tega ni več. Ne? Zdaj, ko gledaš serije, ki trenutno izhajajo, imajo not A-list celebrities, Nicole Kidman igral vsak let v eni seriji, tega v 90-ih ni šans, da bi videl. To bi pomenilo, da je njene kariere konc. Ne? Zdaj pa lih obratno. In kar sem hotel povedati, je, da investicija časovna in pač konc tudi finančna v eno serijo je večja kot za filma. Ne? Se pravi, če tako pogledamo, budžeti za filme v Sloveniji so vseeno boljši kot za serije, ampak kaj pa treba posneti pri seriji je pa precej večja. Ne? Že Ena hiša ljubezni, ki je v bistvu je na nek način sitcom, pa je krajši format, ima 320 minut, ko daš vse epizode skupaj. To je za več kot 3 poprečne slovenske filme materijala, ne? Pa je en projekt. Se pravi, časovno ni šanse, da bi tako stvar sam nekdo lahko financiral, oziroma bi se zelo poznal, bi čist drug produkt nastal. No? Ja, pa še to je, ne, serije očitno ti nekdo naročnik financira, ne, medtem ko film vsaj v Sloveniji je načeloma javni denar. Ne. Tako, to je res. Pa pri filmu je tako kratki film, vse ti lahko narediš tudi, če nimaš sredstev. Če imaš vsaj, ne vem, svojo opremo, pa dovolj prijateljev, entuzijastov, lahko, če imaš veliko željo, ga boš lahko speljal. Celo večerci je že, seveda, da se da, a ne se Mitja Okoran ga je na tak način naredil, zdaj ne vem, najbolj nazadnje fantje, ki so naredili Gepek. Bila ista zgodba. Se da, ne, ampak tudi, ko jih vse poznam, vem, koliko je težko, pa koliko so na konci zgoreli, pa zakaj te zadeve nimajo takoj še enega sequela in tako naprej, ne, kar je velik zalogaj. Kratki film je po mojem še največ, kar lahko brez da si se čist izžel, narediš brez nekih dodatnih finančnih sredstev. Ne. Čim hočeš v film, čim hočeš v serijo, že rabiš ali naročnika za serijo, tako kot so rekla, ali pa sofinanciranje od države za film. Kar. Je pa tudi, mi smo bili vedno navajeni, se pravi, Srečen dan mrtvih je prva stvar, ki smo jo prijavljali na Filmski center, sploh. In tudi to prvo smo dobili, se pravi, okay. To nas je absolutno pozitivno presenetilo in je v bistvu zanimiv, ker je čist drug workflow, ne, ker recimo za Hišo ljubezni smo mi dobili naročilo od Pop TV, da se bo to delalo. In ker je to tako velik projekt, jaz v bistvu šele, ko sem prvič stopil v studio, ki je takrat njihov studio, ki so ga dali nam za to narediti. Takrat me je prvič zadel, kakšno odgovornost mi je nekdo zaupal, oziroma kakšno zaupanje je nekdo imel do mene. Ko prideš v to kot hala BTC veliko, ne, in tam se je snemalo vse njihove te flagship serije do one točke, vse Reke ljubezni in Skrito v raju in tako naprej. In zdaj nekdo da tebi ključe in reče, evo, zdaj pa je tole pol leta tvoje, pa se ti igraj, pa naredi nekaj dobrega. In tisto, kar si prej dal na papir, kar si ti zmislil, nek svet, ki si ga ustvaril, se tam gradi pred tvojimi očmi in to nastaja in ti boš zdaj iz tega nekaj naredil. In potem je tudi normalno,
da nekoga zanima, kaj si naredil, da nekdo ima mnenja, da nekdo želi sproti kaj videti in tako naprej, imaš aktivnega naročnika. Ne. Medtem, ko pri SFC-ju pa to pa nisem pomislil do točke, ko se je zgodil, v bistvu, ko so oni potrdili projekt, ne, glede na scenarij, ki so ga prebrali, je to. V bistvu, kdo reče, ja, v redu, good scenarij, evo pogodba, pokažite na koncu, kaj ste naredili, bolj kot ne zato, da vidimo, ne zato, da bi, ni da te bo nekdo dal popravke ali pa da te bo nekdo karkoli sproti sprašal in je v bistvu hecanka je neka svoboda, ki nisi navajen, ki je v bistvu še najbolj podobna temu, prej, ko smo bili neodvisni, ko smo nekaj čisto za svoje veselje delali, tako kot recimo Štokholma, ne, da narediš iz svoje ljubezni do filma neki in si sam sebi naročnik in sam do sebe odgovoren. In v bistvu hecam, koliko se razlikujejo principi, na kakšen način vse te zadeve nastajajo. Ne, in je vsak medij v bistvu zelo specifično. Kako si pa ti sploh začel v filmu? Ali si ti kaj šolan režiser? Ne, jaz sem naturšček. V bistvu tako, za mojo generacijo smo tri različne opcije. Ene so bili te, ki so pač šli na GRFT, se pravi šolano po proper tako, kot se spodob. Potem pa drugi dvoji so pa unik, so začeli tako, da so skate filmčke delali, pa so iz tega. Tretji smo pa te, ki smo gaming videe delali, pa smo z tega prišli. Tako da, če gaming videe? Gaming videi se pravi, da smo monterali footage iz igrc in iz tega v bistvu nek veselje. Jaz, ko sem bil star 17, je bilo to čišče v povojih, to je zdaj milijarden biznis, mislim. Vse, kar danes poznamo kot, ne vem, in streaming in vse te zadeve, ko so v zvezi z gamingom, so se začele tako, da se v bistvu snemali, ko si ti igral in potem iz tega montirali. Takrat so ljudje mogli še to zdownloadati, ker še ni bilo streaming servisov in tako naprej. In mi smo se s tem začeli ukvarjati 2003, smo bili eni prvih v resnici, ko smo v Sloveniji, po mojem, sploh. Pa tudi tako, recimo, jaz se spomnim, mi smo naredili nek filmček, ki ga je pa takrat 16,000 Nemcev zdownloadali, kar je bilo bizarno. To je bil ISDN, to je bilo pred ADSL-om. To si mogel, cel dan si mogel loadati, da si pa pogledal v njih 15 minut, ko smo mi naredili, če zdaj za nazaj pomislim, te je bizarno. In v bistvu to je bilo nekaj, kar je nas veselilo, s tem smo se montaže naučili, ne? Se pravi čist, ampak sam, da je ta gateway drug, da si v neki prišel, da si, to je editor, tako se montira in pa te začne, ok, kaj pa če zdaj jaz nekaj svojega posnel, da bom lahko svoje stvari montiral. Ne? In step by step, slowly, potem sem neko prvo malo kamerco dobil in smo iz tega šli dalje. Tako se vse začel. Potem pa, ko sem Sanjo spoznal, to je bilo pa 2008, takrat je bil YouTube star 2 leti in smo v bistvu eno izmed prvih spletnih serij takrat delali, Model Fund Pariatu se je imenovala. Kako se? Model Fund Pariatu. Model Fund Pariatu. To je bilo čist low budget študentska zajebancija. Je pa na YouTube. Ja, sam to odsvetujem. Če kdo hoče pa videti napredek zadnjih 15 let, pa ja, ne, pa ni pa danes več to zagledati. To je bilo z teh časov, ko je recimo Marčetič je takrat delal Dan ljubezni, pa pred nami obojmi so obstajali še Mesto petelinov. To je bila pa prva slovenska, se pravi, spletna serija. To so bile čist zadeve, imam kamerco, 3 frende, pa YouTube je začel obstajati, kaj bomo naredili. Tako so se takrat zadeve začele v bistvu pri nas. Zdaj ne vem, kaj recimo Mesto petelinov dela v Lifeu danes, ampak Marčetič je šel pa podobno
smer. On je lihtko imel svoje serije, lihtko ima svoje filme in tako naprej. Tako da smo še vedno, te, ki smo se s tem ukvarjali, smo še vedno v tem svetu. Okay, in potem si šel iz teh serij v reklame že, ali kako? Ja, v bistvu zdaj mogo že jaz pomisliti, kako je bilo, ampak ja, takrat smo začeli z reklamami. Ja, vse se spomnim. Potem sem delal na PubTV-ju. Sem bil tam promo producent, se pravi, sem skrbel za v bistvu trailerje, napovednike sem delal in montiral in režiral in snemal in tako naprej. In takrat v bistvu so vse te stvari malo povezali. Jaz sem imel tam eno šefico, ki je imela v bistvu zraven imela, oziroma prej so že imeli produkcijsko firmo. In se spomnim, takrat so prišli pa Facebook videi, se pravi prvič spletni videi. To je bila takrat nova stvar, predtem tega še ni bilo. In se tem večjim produkcijskim firmam s tem ni dalo ukvarjati, ker se jim je zdelo, da je to nekaj za mulce. Tako, zdaj moram jaz sebe se zavedati, da ne smem biti, da sem zdaj jaz toliko star, ko so bili oni takrat, in da zdaj jaz ne smem, ne vem, TikTokov in AI in tako naprej imati kot nekaj za mulce, ker me bo čas povozil, tako ko so takrat meni v bistvu poklonili, da lahko pridem noter, kar se je zgodilo takrat, da so oni kar predlagali Luni, oglaševalski agenciji, da imajo ene, ki se s tem ukvarjajo, da bojo kar povezali, da bomo mi, oni so pa želeli nek spletni video. Se rekel, da kar Lukata pokličite, bo on to naredil in nam je takrat, ne vem, verjetno so nam dali Jurija, pa nam je bilo, wow, zdaj nam je pa ratal v liveu. Smo nekaj malega posneli, potem je pa že zelo hiter zatem prišel spet klic iz te agencije, da zdaj bi pa oni nekaj snemali za Laško Malt je bil takrat. In če slučajno poznam Igorja Mikića. In sem se tam začel smejati, so bili tako, zakaj se smejem, je pa fora, da takoj za model Fant Pariatu naslednja stvar, ki so jo Sanja delala, so bili pa Mikićevi fitness sistemi. Se pravi, v bistvu, poznaš Igorja Mikića. A je to Mišica? Mišica, tako. Tale, jaz mislim, da bi on o temu, kaj je že bil, Hekatlon? Exatlon, pa zvezde plešejo, pa kmetija. No, skratka, mi dva Sanjo sva njega v resnici odkrila. Prvo oddajo, ki je imel, smo mi v bistvu za YouTube delali te njegove fitness sisteme in se je izkazalo, da so vsi te na Luni v bistvu to gledali na polno in bili največji fani te oddaje in sem jaz rekel, pa se to smo mi naredili. Kaj? Ne, in pa sem mogel iti gor in vse spoznati in ne vem kaj in so bili čisto navdušeni in v bistvu smo z tega pa naredili Mikić osvaja Slovenijo za Laško Malt oddajo in je bila to naša prva neka spletna streaming zadeva marketinška, se pravi prvi biznis, ki smo ga iz tega naredili. In tako se v bistvu začela ta reklame v bistvu. Tako smo prišli v reklame in potem je bilo pa step by step, nam je bilo vedno televizijski oglas, to je bilo wow, ker to je bilo pa tisto, kar so delali ta resni. Nam so zdaj dali, ok, boste vi malo delali te spletne osebine, YouTube videe, Facebook videe in tako naprej, ampak mi smo bili pa tako, če pa mi enkrat imeli reklamo na televiziji, pa nam je pa res ratal. A veš, da se ne spomnim, kjer je bila prva, ampak po mojem tako, v kakšnem letu do 2 teh spletnih videov smo prišli do tega, da smo potem že za toliko agencij delali, pa že toliko enega zaupanja dobili, da je potem slejko prej ratal ta preskok v televizijske oglase, zdaj je pa letos sem jih po mojem 15 posnel. Tako da smo tam, če bi me videl jaz v 2011, bi rekel, tole ratal nam je. Zdaj, slišam, da je naj bi bil nek kako preko temu prehod iz režije reklam v film, da je mečken triki. Zaradi tega, češ, da režiserji reklam
da se prehiter film konča. Ker češ, da ste navajeni hitreje. Veš, kako je? Več akcije. Lih to, kar sem zdaj opisala, v resnici sem začel toliko z obojem, sicer na čist nizkem nivoju, kot so rekli, ampak zdaj, ko si me spomnil, pa smo šla step by step, sem v bistvu serije delal pred oglasi. Se pravi, mi je to, so bile spletne serije, so bile YouTube serije, ampak serije nevertheless, se pravi, to so zadeve, ki so imele 15-20 minut dolžine. Tako da v bistvu sem imel jaz večjo težavo, ko sem z oglasi začel, kako to skrajšati. Kakor obratno. Jaz vedno vse stvari naredim predolge, nimam te težave, da bi kratka forma bi bila preveč blizu, pa da bi me to omejeval. Ker tudi spletni videi, ki so bili, se pravi, spletni oglasi, takrat na začetku, na YouTubeu, na Facebooku so bili zelo neomejeni, noben še ni o tem razmišljal. Sam zato, ko se da, so vsi bili, pa ne bo 3 minute, ker noben ne bo gledal tega 3 minute, ampak takrat to še noben ni vedel, nismo se še z attention spanom ukvarjali in tako naprej. In smo posneli pa, kolikor je bilo dolgo. Potem pa, ko smo enkrat delali ta preskok, da je treba za televizijo narediti, to pa mora biti 15, 20, 30, 40, zelo jasno, v 0 sekunde, pa nič daljš. In v bistvu takrat sem se potem mogel naučiti, kako skontenzirati zgodbo prej, kot obratno, da bi znal sam kondenzirano delati, pa potem razširjati. Recimo lep primer tega je, ko sem prvi kratki film snemal, sem imel enega sodelavca na Pop TV-ju, Aljaža, on je študiral v Turčiji in se rekel, da je pač film je študiral in se rekel, da ti meni povej, obstaja neko pravilo, ena stran scenarija je 1 minuta filma. Pa rekel, ja, načeloma, če se držiš tega 10 postov gor ali pa dol, ampak če se boš tega držal, boš dokaj jasno vedel, koliko dolg film si napisal. Super. Kratki film, 15 minut, to bom jaz naredil, to bo the best in jaz napišem 15 strani tega filma in njemu prinesem in rečem, evo, sem naredil. On tis pogleda pa reče, vse super, sem pač to si v Wordu pisal. Pesko, ja, v čem bi pa mogel, pa tako je, obstaja proper ta script form za filme. Se rekel, me boš naučil to, pa rekel, pa dej, veš kaj, bom, ampak zdaj ti bom to jaz danes pretipkal, pa ti mi razložil, kako je prav. Pa so rekel, ok, super, dej. In on to pretipka čez noč in mi prinese naslednji dan in tako vrže ta knjigo, Biblijo na mizo, ko gledam, kaj pa je to? Pa rekel, to je tvoj kratki film. Se rekel, koliko pa je tega? Pa on tako je 45 strani. Se rekel, kako je, ko ti tvojo prozo, ki jo damo v tako, kot se filme piše, rada to 45 strani. Zdaj sem jaz to že napisal, pa mi je ful všeč, da bi jaz to imel. Pa je rekel, ne vem, kaj ne ti rečem, pa sem še zgooglat, koliko dolg še vedno je kratek film in je načeloma posod po svetu 30 minut, ampak pri nas je pa, mislim, da 40. Jaz sem bil tako, vsaj takrat je bilo, se pravi, recimo na Festival slovenskega filma si lahko do 40 prijavil in sem rekel, ok, to bo moja meja. Veš kaj, če 45, dajmo mi posneti ta scenarij, pa bomo pa kaj van vrgli v montaži, da pride na 40. In smo mi to posneli in ko sem prvi edit naredil, je bil 39 minut pa 40 sekund, sem rekel, hvala, dobro je, nič več, kar je čist narobe. Danes vem, da tudi če hvala, dobro je, tudi če smo pod 40, je fajn, da pol, ne vem, povabim tebe, pa 5 prijateljev, pa pokažem, pa tako, se veš, kako je z Mitjo, ko pol gleda, kdaj bo kdo na telefon pogledal, kdaj komu dolg čas. Kdaj gre attention span. Gleda se vleče, ne vem kaj, pa da vsem pol ti to zadevo še zategneš za 7 minut, da reštima, ampak takrat smo bili, ko delaš zadeve prvič, ti je toliko težko karkoli, ti si nekaj že napisal, pa si nekaj že posnel, zdaj pa to ven vršte, toliko srce boli, ampak danes pač vem in to je definitivno nekaj, kar recimo me Mitja naučil, je, da za tvoj film je boljš, da je dober film. In če je tvoj film boljši, če ga gre 7 minut stran, ne ga gre 7 minut stran. Če zdaj neko zelo banalno prispodobo delam, tudi ko greš na pico, če bi še malo lahko
bo še velikrat prišel v to pizzerijo, če se pa tako nažaral, da ti je slabo, boš pa rekel, pol leta ne morem zdaj, ne morem spah videti tega. Dobra prispodoba. Tako da to je v bistvu fajn je, da gledalec, da nima preveč, da ima lih prav, ali pa raj tokle premalo, kot tokle preveč. Ne vem, če si gledal masterclass od Martina Scorsese. Sem. A si gledal? Sem. No, tam noter on reče, ne vem, če se spomniš nekaj v tem smislu, da on prvič, ko pogleda film, da mu je fizično slabo. Ja. Da če ni mu fizično slabo, da nekaj ni v redu, da je nekaj narobe. Pa me je samo zanimalo, a imaš ti tudi kakšno tako slutnjo ali nek intuitivni moment, recimo? Tako bom rekel, hecanje, ta prve zadeve, ki sem jih delal, sem bil tako, naredili smo fule dobro, ko mi je sam noro, čist zaljubljen v svoje zadeve, ki si poln adrenalina, koliko je to fajn. Zdaj pa, starejši, ko sem, bolj se mi to dogaja, pa ne zato, ko je bilo zdaj slabše, ampak zaradi tega, ker se pač kriteriji tvoji do samega sebe se toliko dvignejo. Ne? In recimo Srečen dan mrtvih, ko sem prvič pogledal, tudi ko sva Sanjo pogledala, tudi Sebastianka ga je prvič videl, smo vsi bili tako, je to sploh v redu, to sploh funkcionira. Nekaj ni kliknil, nekaj ni bilo, pa je v bistvu najbolj dober sprejeta stvar naša do zdaj, sploh, če zdaj malo spoilam, pa skipnem ta moj mind flow zdaj, do kam bo vodil, ampak ko smo prvič gledali in za Hišo ljubezni, ko smo gledali, to štima, in pa greš, in pa a je v redu muska, a ni, a moramo tle malo zategniti, kaj je treba, in rihtaš, in potem se v eni točki zgodi in ne veš, kdaj se je to zgodilo, ko pa pogledaš, pa reč, zdaj pa dobro, odkdaj je to dobro? In ti v bistvu hecen, ker gledaš, ne vem, 17-tič, predstavlj si, da bi kjerkoli film, najboljši film na svetu, da bi 17-krat gledal v enem mesecu, ne v celem življenju, ne bruhal bi se ti. Ti pa že 17-tič tole gledaš, tako, ampak zdaj mi je pa good. Pa moraš pa mal pustiti, da cajt mine, da pozabiš malo, ker si preveč noter, ker si prevečkrat videl, ker si prebliz. Prenasičen, neverjetno. In kar se pa pol zgodi, mislim, super je, če se zgodi. Zdaj, nam se je zgodil, pa je fajn, pa upam, da se nam bo vedno, ampak pa pride premiera, pa se usedeš, pa gledaš z ekipo, pa se ekipa smeji, pa jim je dober in tako v eni točki pogruntaš, cel film sem pogledal, pa nisem gledal, tle, zakaj nismo še tako le kamere obrnili, zakaj ta muska me še ve. Nič te ne moti več, ampak se tako in pogruntaš, da si prvič samo pogledal film. Da nisi gledal izdelka, nisi gledal v 17.mp4, rab še 3 popravke, pa bo dobro, ampak si sam gledal film, tako kot bi kjerkoli drugega. Kako gledaš od drugih film, nikoli ne gledaš, tle pa škoda, da niso kontraplana posneli, pa tukaj pa tole, pa malo prenaglas te ptičke, ne ukvarjaš se s tem. A ne? Ker ti gledaš film tega, te ne motijo. Ne, pa sem prepričan, da avtorji teh filmov, ko bi gledali, da vsak za svoj film ve, kje je še kajga, kje bi kaj bilo, ampak to bi mogel biti zelo velik fail, da bi ga drugi opazili. Ne, če recimo, če enega avtorja mod, da tam se dva v kafiču pogovarjata, pa je prenaglas so avti od zadaj. To njega mod zato, ker ve, da so tam v studiu to rihtali in da jim nikakor ni bilo prav, ali pa da so porihtali, pa šla prejšnja verzija, vam pa je jezen. Pa nekaj. Da bi jaz to opazil, mogli biti te avti toliko prenaglas, da bi bilo tehnično narobe. Ne, pa bi rekel, kaj ste pa tle delali. To je pa tisto, ki pride, kdaj, ne bom zdaj poimensko, ampak pride kakšna zadeva, ko zvok ne štima, pa vsi rečejo, kaj pa ste, do te mere, da je pa treba to popraviti, ne, da je res obvious bila neka napaka, ampak drugače pa tako, če boš gledal od kjerkoli režiserja nek film, ne boš nikoli rekel, škoda, kaj tle pa, kaj so za mizo, škoda, kaj pa tle rezal na njega, kaj bi lahko še njegova reakcija imel. Če to opažaš, pa je slab film. Pa te res zgubo človek, ker ti moraš biti noter, ti moraš not pasti. In ko padeš not v zgodbo,
ne opaziš. Če se s takimi zadevami ukvarjaš, pomeni, da te film ni zagrabil, da nisi noto v zgodbi in ima čist druge težave kot tehničnih, ima osebinske. Okay. Mislim, meni se je zgodilo tudi tako, kot sem rekel, ko sem na popu delal kot promo producent, sem mogel filme gledati, pa jih zmontirati pa v trailerje in včasih sem v najbolj banalne filme not padel, toliko, da sem celega pogledal pa pozabil delati vmes. Pa je to lahko, ne vem, Beverly Hills Ninja na kanalu A, razumeš, pa gledaš not in padeš v zgodbo, se je neumna zgodba, ampak je dobro narejena, neumna zgodba in pogruntaš, fakt, da je šlo 45 minut mimo namesto, da bi jaz rezal dobre izjave ven, me je zanimala, bo on mu ratal brata rešiti, ali ne, a ne, se pravi, si padel noter in se ne ukvarjaš tehnično zadevami. Luka, kdaj lahko pričakujemo celovečerni film? Ja, to zdaj se mi zdi, da je cajtno. Da tudi reakcija vseh ljudi na srečen dan mrtvih je bila it's time, pa mislim, da je it's time. Tako da imam cilj za 2026, da se tega lotam, da začnem to pisati, potem pa bomo videli, ne? Ker ni neko nepisano pravilo, da se pravi, da se rodi film, da pač traja 3 leta. Ja, je. Od začetka pa do kinodvorane. Ja. Da to pač se težko preskoči. Pri nas sploh, ne, ker zdaj, če ga jaz začnem pisati, pa potem, da ga prijavim, pa potem, da nekdo tam reče, da bodo to sofinancirali, kar mi seveda noben ne obljub, potem je lahko to traja več kot 1 leto, potem pa da se naredi predprodukcija, je spet pol leta, pa da se snema, je spet pol leta, pa da je postprodukcija, je spet pol leta, pa smo že počasi tam, kjer si rekel. Ja. Luka, jaz bi se dotaknil še tvoje osebne zgodbe. No? Se pravi, prebolel si raka. Ne? Zdaj si že kar nekaj povedal, no, javno o tem, tako da ne bi šel čisto od začetka. Kogarkoli bo to zanimalo, mislim, da si bo lahko najdel. Me je pa vsem par stvari zanimalo. No, namreč pred kratkim sem gledal Belo se pere na 90. In tam se me je dotaknil, kako so imeli eni ljudje okrog nje, okrog Bronje Žakelj, ko so imeli težavo zdržati z temi njenimi tragedijami. Ne? In so si želeli, da bi šlo to kar stran, da bi pet že naprej. Težko jim je bilo z njo biti, ko je bilo težko. Ne? Kako je bilo pri tebi to? A si imel ti kakšen, recimo tak odziv okolice, ki te je kakorkoli zaznamoval? Mislim, jaz sem se cele te zadeve zelo pozitivno lotil, ker se mi je zdel to edini način, da bom, oziroma najboljši način, da to preživim. Mislim, imel sem popolno zaupanje v to, da bo zdravstven sistem pač naredil vse za to, da bom jaz ok, ampak jaz sem pa ki pa mora pomagati s tem, da pač verjamem v to, da bo to ratal. Ne? Če se jaz predam in jim ne pomagam veliko pri tem, da oni me pomagajo. Tako da sem tudi zelo jaz vsake stvari lotam s humorjem, pa če ne drugega s črnim, kar se tudi v srečen dan mrtvih potem zelo pozna, ne glede na to, da to tematiko, da se lotevamo točno te tematike in točno s črnim humorjem. Tako da bi upal reči, da nisem bil, zdaj grdo reči, naporen za okolico, ampak seveda je verjetno hudo videti nekoga, ki ga poznaš, priklopljenega na tisto obešalnik, pa brez las, pa tako naprej. Verjamem, da marsikdo, ki je šel iz sobe, da ga je stisnil, ampak seveda so ljudje toliko proper, da tega ne pokažejo pred tabo. Jaz sem pa tudi probal njim vsem dati vedeti, da sem ok, pa da se ne rabijo toliko sekirati. Največ je pa tle spet Sanja je bila tista, ki je največ skrbela zame in mi je stalno stala ob strani in je res, mislim, nisem imel te izkušnje, da bi kdorkoli v mojem življenju na tak način reagiral.
Čak, star si bil 30. Jaz sem bil star 27. 27. Najslabši, ta klub. 27. Jim Morrison, Ni lepo leto za mlad zbolet, ki si tako, ni fajn cifra, nočem biti v tem klubu. Ne bo čim prej 28, da vemo, da smo šli naprej. Okay. Še en moment je bil notar v filmu, ki je rekla Bronja, da si zdaj pa želi živeti, ko je ozdravela. In kaj vse hoče. A si imel ti tudi kakšen tak moment, oziroma kaj od takrat delaš drugače? Jaz v bistvu sem takrat, ena stvar, ki sem rekel, da ful nočem, da me to definira, da bom zdaj pa, ker sem imel jaz raka, sem pa poseben in zdaj pa sem se še enkrat rodil in zdaj pa nisem hotel izkoriščati tega na kakršen koli način. Pač to je samo neka genetska mutacija, ki se lahko zgodi komorkoli. Grdo je slišati, ampak nič posebenega nisi, če se ti je to zgodilo. Lahko se jutri zgodi tebi, upam, da ne. Lahko se ne bi zgodil meni. In nič to ne pomeni. Noben mi ni tega poslal. Pač fuck it. Zgodil se je, bolezen je in moraš narediti vse, da jo premagaš, potem pa se lahko pa iz tega nekaj naučiš, tako kot iz vsake zadeve, in naučiš se pa lahko to, da ti noben ne garantira, da boš doživel 90 ali pa 100, da je lahko tudi pri 27 konc. Neka hvaležnost, resnic. Ja, in nisem si takrat rekel, zdaj pa hočem živeti, se mi je vsem zdelo, da sem živel že prej, ampak sem si pa rekel, ja, recimo, ok, zdaj ne vem, ne bom vsak let odlašal, da bom film posnel šele takrat, ko bom pripravljen, pa ne vem, ampak dajmo začeti delati. In v bistvu 2014, se pravi 2013 sem imel raka, 2014 sem posnel prvi kratki film, takrat še tega nisva danes omenjala, kot so še tisti prvi. V bistvu za Movit je neko tekmovanje, takrat je bilo prvo leto, je bil Movit in smo se na to prijavili in smo zmagali, v bistvu prvi Movit. Tako, ja, to je najslabše, kar se ti lahko zgodi, ker se nisi absolutno nič naučil, ker niti ne veš, kako si zmagal, niti zakaj si zmagal, pa smo naslednji let bili tretji, to je bilo ful bolj koristno, ker si lahko pa užaljen, zakaj sem pa zdaj tretji, če sem bil prvi in iz tega pa lahko nekaj črpaš, pa tako, kaj sem naredil drugače, kaj sem takrat naredil boljše. Od zmag se nič ne učimo. Ja, definitivno, to se absolutno strinjam. Luka, če si zato se premaknemo zdaj na glavno vprašanje. Se pravi, kater film je najboljši vseh časov? Jaz sem te prosil, če lahko narediš kar spisek 10, pa bi mogoče začela midva s tem, da ti predstaviš najprej svoje kriterije. Kaj je tebi pomembno pri filmu? Recimo? Zdaj tako je. Jaz nisem hotel narediti klasičnega top 10. To je vedno tako pretenciozno. Prvič se vedno spreminja. V angleščini je lažje, ker je top 10. V slovenščini je že težje tako, a so najboljši, a so najljubši. To sta že dva povsem različna spiska, kjer film je najboljši, ker 10 mojih najljubših filmov niti slučajno ni 10 najboljših filmov v zgodovini, medtem ko 10 najboljših filmov v zgodovini, ko reče, da je to v njih 10, ki jih najraje gleda laže. Mislim, to bi bilo zelo naporno teh 10 na dobra distinkcija. Dobra distinkcija. Tako da jaz sem nek miks vsega naredil. Plus, da sem bil še, bom za vsega posebej povedal, na podlagi česa sem ga zbral, pa boš iz tega, po mojem, tudi potem iz konteksta razumel, kakšni so moji kriteriji, oziroma se jih lahko sprot dotikava. Zdaj, prvi kriterij, ki je bil glavni, ki mora biti glavni kriterij in je najbolj iskren kriterij, in sicer najverjetneje je najboljši film vseh časov Citizen Kane, ampak ima eno ključno napako, zakaj ga jaz ne moram dati na prvo mesto. In to je to, da ga nisem gledal. To je mit o najboljšem filmu vseh časov. Naša generacija tega ne gleda. Jaz vsak let si rečem, letos ga bom pogledal, ampak nekako upam, da bo kdaj, kje
predvajan, da ga bom lahko v kinu gledal. Ker nekako se mi zdi doma na televiziji gledati prvič v življenju Citizen Kane, se mi ne zdi fair. Pred leti so Metropolis dali v kino in mi je bilo super, da sem lahko to prvič videl na ta način. In še vedno upam, da bojo tudi Citizen Kane kdaj kje zavrteli, da ga lahko na ta način vidim, če ne ga bom pač slejko prej pogledal. Ampak recimo, ne, to je film, ki vsem toliko vemo o njem, toliko sem bral o tem, toliko sem enih videoesejev pogledal, toliko je upet v pop oziroma v pop kulturo, v filmsko kulturo, da enostavno vem, kakšen breakthrough je bil in koliko pomemben je bil in hecen je, ker recimo vem, da ko ga bom gledal, da se bom mogel zavestno zavedati, da ene zadeve so takrat bile wow, zaradi tega, ker so bile narejene prvič. A ne? Ti imaš not, ko se zavrti Cajtank pa pride na ekran, to smo tokrat videli, da ni nothing special, ampak special je, ker je bilo v tem filmu to prvič. A ne? In marsikakšna taka zadeva je, ko so Tom in Jerry so citirali ta film. In če si rastel gor in si gledal, si tako marsikaj imaš nekje v malih možganih, pa sploh ne veš, da je iz tega filma. In se mi zdi, da to je koliko je film vplival na vse, kar je sledil, je absolutno močen kriterij za top 10. Ostali te recimo, premalo sem gledal Kurosave. Kurosawa je definitivno delal odlične filme in vem, da ne vem, Seven Samurai, koliko enih filmov je influencev skozi leta, da iz tam izhajam marsikaj. Ampak spet, nisem dovolj gledal, pa že toliko časa nisem gledal, da ni fair, da zdaj probam tle biti blazno sophisticated, pa dati to na seznam sam, zato ker je prav, da dam gor. Sem dal tiste filme, ki so mi bližje, ki so se mene osebno dotaknili, pa ki so mene v življenju usmerili, pa bo veliko bo čist banalnih takih film bro filmov, se temu reče, ki so zelo klasične izbere za enega, ne vem, moškega srednjih let, ampak sem pač ta generacija, ki je ob tem rastu in se mi zdi blazno fake in pretenciozno se dela, da nimam rad teh filmov ali pa da niso te filmi vplivali name. Tudi vsak, ki je karkoli mojega pogledal, mu je zelo jasno za vsaj 5 filmov, kaj imam rad. Mislim, že, če daš ChatGPT-ju po moj film, ti bo znal vam povedati, kjer jih pet imam rad. Če bo ChatGPT povedal za tebe, kjer so tvoji najljubši filmi? Slejko prej. Če zdaj le še ne zna. Če bi mu dal scenarije, ne, že zdaj, brez težav. Po mojem, če mu daš vse moje scenarije not, ti bo znal povedati mojih top 5 filmov, sigurno. A veš, da sem te dal v ChatGPT, sam ni bilo nič na to temo, da bi povedal, kjer ne bo, jaz sem popolnoma premalo izpostavljena oseba, da bi on imel kakršnekoli podatke o meni, mogel bi mu jaz podatke dati, ampak če bi mu jaz vse svoje scenarije starije dal not, pa bi rekel, zdaj pa ti meni povej, kaj mene influenca, kaj jaz rad gledam, iz kje to pride, bi po mojem marsikaj uganil. Zdaj pa tako, lahko greva od spodaj na gor, od 10 na gor. En honorable mention bi še imel, to je od Sanje najljubši film, in sicer Jurassic Park. Bravo. Jurassic Park je super primer tega, da zbereš nek film, ki ni zdaj nek pretenciozen naslov, ampak je perfect movie. Ja, tudi influence je, ne? Ja. Ta vplivanje je prvi bil, in perfect movie. V tem filmu ne moreš nič spremeniti, da bo boljš vse na čustvenem nivoju, deluje impresiven, je vizualno, nič se ni slabo postaral, če ga danes gledaš še vedno z vsem AI-om in VFX-i in CGI-om še danes niso tam, kjer je bil Spielberg z Mehanotroniko leta 94. Noro. In danes otroci isto gledajo isti Jurassic Park, ki je bil 30 let nazaj. In to je recimo primer perfect filma, ne, pa ni Shawshank Redemption, ampak je Jurassic Park. Tako da greva od dol na gor. Na 10. mesto sem dal North by Northwest od Hitchcocka.
Okay. Zaradi tega, ker se mi je zdel pač vsem prav enega Hitchcocka, pa bomo, če dalje manj pretenciozni bomo. Tako da začeli smo še, tle sem imel še neko upanje, da bom pretenciozen, pa je pa to upanje počasi umiral. Zakaj imam rad ta film? Ker je v bistvu točno to, kar sva govorila. Če greš gledati ta film, vidiš, da so vsi Bondi iz 60-ih in 70-ih črpali iz Hitchcocka. In ko gledaš tisto, ko gre avion čez polje, pa njega lovi in tako naprej. Če bi kogarkoli, ki je filmski laik, recimo vprašal, kje to vsi bi rekel, da je iz Bonda, je po bistvu iz tega filma. In je zelo tak blueprint za to, tudi kako so Bonde z Sean Conneryjem, kako se je on nosil, kako se je on oblačil, kakšen šarm je imel, kakšen smisel za humor. Zelo veliko vleče iz tega filma in v bistvu, ko pomisliš, da je Hitchcock v bistvu prvega Bonda naredil, oziroma blueprint za Bonda, je zelo zanimiva misel. In to mi je recimo taka stvar, ki je meni zanimiva. Potem že takoj na 9 grejo čisto v drugo smer in sem dal Rane. Okay. Rane sem dal zakaj? Zaradi tega, ker pač jaz sem iz Šiške. Iz Šiške v 90-ih sem hodil v osnovno šolo. Če obstaja nekaj, kar je name imel vpliv, če sem hotel ali pa ne, so to Rane. Jaz takrat jih nisem gledal, takrat nisem bil fan, ampak vsi okrog mene so jih gledali in kako je zgledal moj svet, ne vem, 10 let. Kakšni so bili moji sošolci, kako so govorili, kako so se obnašali, kaj je bilo njim kul, kaj so poslušali. Vse izhajalo iz tega in v bistvu to je nek velik formativ element mojega življenja, še vedno sem iz Šiške, tako da temu filmu definitivno moram dati nek respekt, če delam lastnih top 10 po vplivu na moje življenje, verjetno še največji vpliv izven filma, tako bom rekel. Ampak je to film iz področja bivše Jugoslavije, ki najbolj recimo na te vplivo? Ja. No, pri meni bi bil to kot Tamo peva, naprimer. Največ kvotov, največ šal je bilo iz tega filma. Kot Tamo peva je bil film, ki smo ga vedno gledali na busu, kamorkoli smo se peljali v šolo in je definitivno bil zabaven, zelo quotable. Ampak smo imeli že nek feeling, da je od prejšnje generacije. Ja, to je pa res. Se pravi, to si podedval skupaj z busom pa busarjem. Ta film si bil tako, cool, ampak pa tudi setting ima časovno bolj nazaj postavljen. Rane pa nekaj, kar je prišlo takrat, ko smo bili mi mladi, in contemporary je bil. Se pravi, naši vrstniki so bili noter. Naši vrstniki in pa tudi, ko si videl mulce, ko so hoteli biti zajebani gangsterji, tam po Šiški si točno vedel, kje so se to naučili in tako da iz tega. Imam pa pač vse od Srđana Dragojevića, imam izjemno rad. Parada je en moj najljubših filmov, pa bi marsikdo ga vzel kot bolj banalnega, mogoče od njegovih, ampak meni je zelo pri srcu. No. Je tako na en tak zelo prijetno stereotipen način vse naredi, vse predstav, cel ta conundrum bivše Juge. In če poznaš to območje, če poznaš vse nas, veš, da enih stereotipov in v bistvu ne moč preveč risankasto karikaturnega filma z tega narediti, ker pač še vedno je true. Še vedno točno, toliko enih karikatur živi in obstaja na tem področju, da če bi jih v filmu videl, bi rekel, to je pa pretiran, pa tako ne, to je točno tako je. Tako da in tudi Lepa sela, Lepo gore in tako naprej. Vse te filme imam izjemno rad. No. So eno zelo plodno obdobje. Underground. Imam tudi Underground, se spomnim, ko sem ga prvič gledal. To je tako dolg film, da sem, ne vem, koliko sem bil takrat star, 12 verjetno. Vem, da sem se zjutraj zbudil in je bil na Sloveniji 1, ali kje je bil, in je že trajal film in mi je bil fajn, sem ga gledal. In
Potem smo imeli kosilo vmes in sem šel kosilo jaz in ko je bilo konc kosila, je film še uro pa pol trajal. Se mi zdelo, da sem cel dan ta film gledal, pa da ga še kar ni bilo konc. Čak, a ni to film in serija? Ja, ja, mislim, da je bil to prvi... Kusturica, ne, to. Ja, mislim, da je bil prvi primer tega, kar je potem ratalo zelo popularno pri njih, da se v bistvu posnel in film in serija iz istega materiala. In potem se pravi Montevideo, Boktevideo je na ta način narejen, za Južni veter je na ta način narejen. Skratko, vsi te njihovi največji hiti zadnjih let so bili na ta način narejeni. Underground je pa v bistvu 30 let nazaj blueprint za to postavil. Spet vpliv, ne? Tako, no, takmu filmu moraš dati pa največji respekt za to, kar je dosegel. Na 8 sem dal film Seven, samo zato, ker imam izjemno rad Fincherja, pa izjemno rad Brad Pitta in se mi je zdelo, da bi bilo zelo narobe, če ne dobite enega mesta na tem seznamu, pa lahko tukaj 2 za ceno enega dobim. Pa kar mi je bilo pri tem filmu izjemno všeč je spet je bil nečem drugačen, se pravi, v tem filmu imaš Kevin Spacey, ki ni nikjer napisan, pa ki se pojavi šele, ne vem, na 80% filma, ki ne veš, da bo noter in da se mi zdi neka taka pogumna fora, ki danes bi v vsakem teaserju, v vsakem trailerju 26krat bi napisal, danes nič več ne more biti skrivnost, ker treba vse spromovirati, takrat so pa v bistvu za tiste čase verjetno je bil Spacey isto veliko ime, k Pitt pa Morgan Freeman. A je bil on res takrat veliko ime? Ker jaz se ga spomnim, takrat je on v dva Zdaj filma sta bila. Moram razmisliti, da je Usual Suspects prej narejen pred Seven, ampak mislim, da sta v istem letu. Možno. Ja. Če pa je, potem pa se posujem s pepelom. Jaz se spomnim, ker sem gledal Seven, pa Osumljenih 5. Ne vem, kjer je bil prej, ampak meni je Osumljenih 5 je meni tako. Osumljenih 5 je mind-blowing. Je top 5 film. Ja. In takrat se mi zdel, da je dobil Oskarja za oba. Možno. Kevin Spacey za Seven in za Osumljenih 5, da nisem mogel let mimo tega. Mislim, ta moment v Osumljenih 5 mi je tudi to je spet ena taka stvar, kot danes, ko gledamo se tako, joj, se teh twistov je bilo milijon. Ja, twistov je bilo milijon, ampak ta je bil pa D. Ja. Vse so bili tudi pred tem, ampak ta je bil pa tako, in pa se je to toliko kopiral v 90-ih in naprej, da potem že zvodeni in nekomu, ki je danes mlajši, ki daš gledati za nazaj, recimo, bo tako, zakaj pa je to toliko zanimivo. Ja, mogo zbiti takrat tam, pa pošteko. Je ta Citizen Kane moment, ne? V bistvu. Ja. Na 7 sem dal The Matrix. The Matrix je film, ki zdaj tako, to je prvi film, ki ste ga ki je uspel sequel izgubiti na vrednosti. Meni je zelo žal, da sem Matrico 2, 3, sploh 4 kdaj v življenju gledal, ker mi niža vrednost enke. Predvsej višji bi ga dal, če bi obstajal samo en. Ja. Ker enka ima tako neko mističnost glede sebe, da lahko, vse to je to, kar se zgodi. Ne? Se pravi, nekdo nekaj naredi in ti lahko na to daš svojo etiketo, kaj ti misliš, da to je. To je pure genius. In pa, ko naredi naslednjo stvar, ti je dal pa že vzorc. Ker je tako, matrica je ena stvar in matrica je lahko je iz neba, pa lahko so vesoljci poslali najboljše idejo, koliko je to. Ker naredi dvojko, že vidiš, to je naredil človek, pa zdaj se že pojavlja vzorc. Tiskrat le ni imel smisla, mogoče ni tako mistično, kot on ni vedel, kaj dela, ker se tukaj vidi, da ne... A veš, če dalje bo, in ko vidiš terko, si tako, škoda. Ja. Ampak matrica je tudi nekaj, kar če danes pogledaš, se ni postaral 1% spet v CGI in vse it holds. Kakšno vizionarstvo, ne? Mislim, se tukaj zdaj marsikdo nama bo rekel, morate si pogledati kakšne animeje, to je vse s tem skopiran, pa Ghost in a Shell, pa Gordal, super, ampak tudi to, da ti vzameš nekaj iz drugje, pa narediš nekaj novega, kar še ni bilo viden. Kot film jaz predtem nisem tega videl. Meni je sošolci v osnovni šoli
ko se je odprla videoteka, takrat, ful pozno se je odprla, kot je bilo v bistvu so DVD-ji pa čez en let ubili videokasete, ampak pri nas je video na Vodnikovi se je takrat odprla videoteka in si jaz posodil matrico in je rekel, prišel šel in je rekel, to moraš gledati, mi je prav do videokaseto in tako jaz nisem zdaj neka ta generacija, smo si videokasete dajali, ampak lih še ta rap sem ujel in sem bil tako, ajde, to vidim in sem prišel domov in sem imel tako malo rdečo televizijo, sem imel v sobi CRT še in pod njo je bil videorekorder skoraj čist pri tleh in dam jaz to noter in dam play in se ta zelen Warner Bros. Logo prižge in sem bil tako, to je pa čist drugač, kot ponavadi. In cel film pogledam in pogruntam, da sem cel film pogledal, da sem sedel tokle stran od televizije na tleh, ki me od začetka tok not povlekel, da sem pozabil ostati pa iti na kavč. In sem na 10 centimetrov sem pogledal cel film, sem bil mind blown in sem prvič, pa po mojem edinič v življenju, sem sam prevrtel nazaj na začetek, dal play, pa sem se šel sest na kavč, zdaj ga pa še enkrat pogledal. Sem dvakrat zapored pogledal, po mojem nikoli, pa niti nič svojega, da bi lahko dvakrat zapored gledal, tako da... Jaz sem ta film, ki sem ga jaz gledal prvič, jaz sem bil takrat lih v Ameriki. Zadnji letnik srednje šole sem bil takrat. In je en moj kolega delal v kinodvorani. In je rekel, en nov film je prišel, Matrix se mu reče, noro dober, to moraš videti. Bom naredil tako, da bova sam midva noter, da nam benga, tisti je bil prazen kino, pa Matrico sem gledala. To je kar experience. Ja, to sem, v bistvu edinkrat, da sem doživel to, da sem bil čišči sam, ko smo film 91 naredili in smo v bistvu imeli premiero lih prišlo je na moj rojsten dan. In sem v kinu Bežigrad, smo se zmenili, da bomo tam imeli projekcijo in se rekli, če lahko sam prej pridem pogledati, če vse štima. In jaz nisem vedel, kako to zgleda, kaj bomo, in sem prišel in so rekli, da bomo prižgali, pa poglej. In sem bil tako, ok. In sem šel in sem se usedel na sred dvorane in so dali play in zaprli in sem bil tako, se pravi, jaz bom zdaj cel film tle pogledal sam in sem za svoj rojsten dan sam edini, niti enega drugega na sred dvorane sem gledal svoj film, pa sem bil tako, kjer dober rojsten dan, tako prazna dvorana, gledam svoj film. Nice. Čakaj, se pravi, greva dalje. Na 6 sem dal Inglourious Basterds. Zakaj? Zaradi many reasons, ampak Christoph Waltz v tem filmu je meni najboljša moška vloga ever, pa spet lahko bi pretenciozne izbire tukaj imel, lahko sem pa iskren, pa samo rečem, da mi je toliko, ko je on genijalen. Tako kot Tarantino rekel, če njega ne bi najdel, tega filma ne bi bilo, ker je pogrunto, da se je zapleskal v kot, ki je napisal nekoga, ki govori vse te jezike, ki ima ta šarm, ki ima ta delivery, pa ki lahko nacista igra tako, da ti je v bistvu šarmanten in prijeten in nenormalno, kaj je Waltz iz tega naredil, tako da respekt. No, to je pri meni tudi top 5. No, evo. Na 5 imava Oldboya, samo zato, da ne bova čista sam Hollywood parane. Oldboy je bil pa prvi film, ki je tako, če so prej rekla, da je Usual Suspects, da je bil ta mind-blowing moment na koncu. Pri Usual Suspects je bil pop mind-blowing efekt, tle je bil pa horror mind-blowing efekt, mislim, to je pa psihološko, po mojem so bili tak, za današnje standarde čist premlad, ko sem to gledal. Po mojem sem bil star 12, ne vem, koliko sem bil takrat, 13, ne vem. Takrat, ko je prišel ven, zelo hitro sem ga gledal.
Ne bom ga zdaj spoilal, če ga kdo še ni gledal, ampak jaz ga nisem gledal. govoriva o korejskem, originalnem 2003, Oldboyu. Sam priporočam ga lahko tudi Okay. tebi, tako da poglej. Zdaj pa prideva na ta film bro klasičnih top 5, ki so definitivno za mojo generacijo nekaj, kar je mene šejpal, pa kar je bilo, kar smo pač radi gledali takrat, pa še danes radi gledamo. In zdaj marsikdo bi, potem ko se to rekel, pričakoval, da tle prije zdaj Goodfellas, ampak jaz imam ful reš Casino. Zakaj? Ne vem, nekako, vse Goodfellas je fantastičen film, ampak obeh imaš De Nira, obeh imaš Pešija, ki sta genialna, pa sam, če mi daš izbiro med Ray Liotta, ki mi je ok, ampak ni mi tak genialc, pa med Sharon Stone, ki mi je pa, kaj pa ona naredila v Casinu, je pa spet, lahko bi izbiral ne vem kakšne vloge, ampak to je pa meni najboljša ženska vloga, tle pa ona res Prav, pokazala. Christoph Waltz moška, Sharon Stone, Casino, ženska. Pa I will not apologize. Ona je res pokazala, da je igralka. Ona je bila takrat pač seks simbol 90-ih, ampak v tem filmu je pa pokazala, da je isto, kaj z Brad Pittom, ne? To so izjemno dobri igralci skriti v izjemno lepih movie stars. Za Pitta rečejo, da je character actor stuck in A-lister's body. Čakaj, za Pitta? Za Brad Pitta. Ja. V bistvu, to, da je bil ta lepotec cele 90. mu je v bistvu do neke mere celo škodil, ko smo ga, vsaj moški smo dolgo rabili, da smo ga začeli resno imati, šele v kakšnih 12 Monkeys pa tako naprej je pokazal, koliko neverjeten igralec je. In pa imamo tle naslednji film Fight Club. Je bil pa sam ultimativno cool. To je spet Fincher, ne? Spet. Ja. To je še en Fincher in en Pitt. Vsaj dvakrat. Ja, lej, Fincher pa Pitt se dvakrat pojavita v tandemu. Očitno je to tist, kar res pri meni zmaga. Ta film je sam ultimativno cool in ta film je samo nekaj, kar vsakič, ko bom videl, bom gledal. Če bom pretikal kanale, pa bom videl, da je Fight Club, ga bomo pač gledali. Ja bi ga. Yeah. Ne vem, meni je blizu, I love it. In ja, pristal je zato na 3. mestu in na 2. mestu je naslednji zelo obvious choice in to je Pulp Fiction. Če govorimo o tem, o vplivu, a ne, pa nekaj novega pa to. Ja. Vplival na cela 90. Vse, kar je sledil temu. Vplival na to, kako, ne vem, jaz pišem like in dialoge. Vplival verjetno tudi na rane. Ne, če tako pomisliš. Definitivno je... Imam ful rad tudi Jackie Brown. Se mi zdi, da Jackie Brown je zelo... Z leti mi postaja celo... ljubši kot Pulp Fiction, ga rajš pogledam. Ampak moramo pa priznati Pulp Fictionu pač kulturni vpliv, ne sam filmski, ampak kar kulturni vpliv, kakšna bomba je to takrat bila. A je Jackie Brown iz istega vesolja kot Pulp Fiction? Ne, Jackie Brown je v bistvu njegov edini film, ki ni iz njegovega vesolja, ki je po knjigi Rampage. Okay. Se pravi po Rampage romanu in to je edinkrat, da se je on lotil nečesa, kar ni njegovo avtorsko. Je pa napisal 2 filma, ki je pa ni on režiral, se pravi Natural Born Killers pa True Romance. Ki se pa obema pozna. Mislim, tako, če bi sam scenarij bral, bi vedel, da sta njegova. Zdaj mi je po bistvu zanimiv, ker zdaj je pa napisal, to je pa ne, ultimate film bro fantasy, kaj se je pa zdaj zgodil, je pa napisal sequel za Once Upon a Time in Hollywood, ki ga pa ne bo on režiral, ampak ga bo Fincher.
Wow. Pa Brad Pitt igra. Ne, To je pa tako, kot da bi nekdo moj seznam vzel, pa bi rekel, da si zmislil si, kaj bi hotel, da se zgodi, pa se tako, ajde, da vidimo to. In to je že v predprodukciji? Ja, to je že v produkciji, to se že snema. Ja. Wow. Tako da, ne, to pa bo. Zdaj smo pa na prvem mestu in na prvem mestu pa zdaj, ne, če Citizen Kane nisem gledal, pa ne more biti on, je pa definitivno za mene ni zdaj to film, ki ga bom vsak dan gledal, ampak moramo pa priznati, da je še vedno najboljši film, ki sem ga kadarkoli videl, to je Odiseja 2001. Stanley Kubrick. Ja. Kubricku pač, če njega ne dam na seznam, sem heretik in mislim, da pa še kar na prvo mesto. V bistvu je hecen, ko si me ti klical, jaz ful rad berem te knjige o filmu, o režiserjih, tako naprej, drugač premalo berem, ampak to pa rad berem. In trenutno lih Kubricka berem in ko si me klical, sem lih bil na sred knjige, ker je Odiseja 2001. Tako da praktično, ko si mi napisal, kaj bo tema, sem imel knjigo pred sabo, odprt sem bil tako, sploh ne bom razmišljal, ker je bil znak. Že tako bi to zbral, zdaj pa samo še dodatna potrditev. Mislim, če govoriva o tem, o vplivu. Če greš gledati film Interstellar. Nolan, ne? Ja, to je 90% vse še vedno isto kot Odiseja 2001. In dizajn, se pravi, scen in teme. In tudi na koncu to, ko on gleda nazaj, pa ta iluzija časa, pa vse teme, ki v bistvu prihajajo še vedno iz Odiseja 2001, ki je iz leta 68. Se pravi, on je ta film posnel 1 let pred so ljudje na Luni pristali. To je unbelievable in zdaj pač koliko smo že, da nam narobe zračunal, koliko desetletij od tega. Ja, to bo zdaj 60 let. No, in ko pogledaš en Interstellar in je tako, še vedno se po istem blueprintu, se pravi Nolan, ki je največji vizionar, ne vem, našega časa, filmski, ne vem, da nam zdaj Cameron kaj užalijo, ampak Avatarjev lih ne maram. Še vedno potem, ko gre gledati, ko gre delati nek film z relativno podobno tematiko, ne more izumiti nič novega od Odiseje 2001. Takrat se je pač nekdo prvo resno, se pravi, predtem se je science fiction je imel zelo tako, kot to je bilo nek tak, to je bil pulp. To niso bile resne zadeve in v bistvu on je prvo resnejšo naredil in to naredil tako resno in na takem nivoju, da je to še dan standard. In tudi, ko gledaš vse, ko gledaš Star Wars, ko gledaš Aliene, kako je dizajn setov narejen, črpa iz tam koncu, o čem se danes pogovarjamo, o AI-ju, o tem, bojo računalniki. Ja, tam je bilo tudi, da je računalnik preprečil unim dvema, da bi ga ugasnila. Ja, računalnik se je zavedel sam sebe bil in v bistvu on je iz ust ima je bral in je v probu, v bitju je v bistvu probu, ker je vedel, da ga hočeta izklopiti. Zdaj, ko pa 68. Ja, vizionarsko. Koliko nazaj in danes se s to problematiko ukvarja. Se pravi, problematika iz tega filma je šele, ne da je bila vmes ves čas, šele zdaj je aktualna. Se pravi, to, s čemer se ta film ukvarjal, se vmes pa 60 let nismo, ker nismo imeli težav z AI-om, imeli smo filme, imeli smo Terminatorje in tako naprej, ampak ni se pa to še zares zgodilo. Zdaj se šele lahko to zares zgodi, se pravi, falil je 25 let, nismo se 2001 s tem ukvarjali, ampak zdaj se pa počas bomo. Blueprint za filme, blueprint za življenje, v bistvu čist je bizarno, kaj vse je ta film postavil in še danes, ko ga gledaš za nekaj iz leta 68 sploh ni dated, no. Je zadeva stoji izjemno, toliko perfekcionistično narejena, da sam kapo dol. Luka, veš, da si ravno kar napovedal film, ki ga bomo za božično-novoletne praznike doma gledali. A res? Ja. Lej,
Super, super spisek. Mi je bilo res všeč, da si se takole pripravil, no, in na tale način povedal. Zdaj pa greva midva še na hitra vprašanja. Deva, čak da malo vode spijem oziroma čaja. Smem razmišljati ali moram hitro odgovarjati? Glej, kukor ti paše. Vse so bolj zabavne narave. Ne? Tako, si že malo odgovoril na prvega, no? Ampak kaj bi 20-letni jaz rekel o tem, kje si danes? 20-letni bi bil zelo zadovoljen. Jaz sem tako... Večkrat sem razmišljal, ker pogosto je ta vprašanje, kaj bi 5-letni jaz rekel. Ne? In 5-letni jaz ali pa 10-letni vem, da je hotel igrice igrati in bi tako, če bi vedel, da filme delam po klicu. Close enough je tako, dober je, nisi v neki pisarni na banki. Nisi čez zabluzil. To, ja. 20-letni jaz bi bil pa navdušen, ker 20-letni jaz se je pa že ukvarjal z filmom, z snemanjem. Že 1-3 leta, pa je imel že jasne cilje, kaj ga zanima v življenju. In po mojem bi bil zadovoljen. Po mojem bi rekel, zakaj še nimaš celo večerca, ostalo bi mu bilo pa v redu. Ok, naslednjega mama. Kateri neuspeh te je najbolj zaznamoval? Pa to so prej rekla, da v bistvu iz neuspehov se največ naučiš, iz uspehov pa nič. Nimam, nažalost, pač tako, to je več neuspehov bi rabil. Če bi imel več neuspehov, bi imel že celo večerca. Tako da mogoče to, da ga nimam, je največji neuspeh za enkrat, ki me še zaznamuje. Zdaj pa takole, no. Katero slovensko zgodbo bi posnel, če bi imel 10 milijonov evrov in popolno svobodo? Za eno slovensko zgodbo bi rad posnel, sem to nam povedal, ker pa bo čez pol leta nekdo drug snemal. To je vedno tako. Če bi imel 10 milijonov, mi smo naredili film 91, kratki film o slovenski vojni. To bi posnel kot celovečerc, en tak res proper, pa tako, kot sva rekla, da je lahko, za 10 milijonov je lahko in serija in film, da naredimo 6-part series, skondenziram pa še v film. Super. S katerim filmskim ustvarjalcem, slovenskim ali tujim, bi si najbolj želel sodelovati? To sem že enkrat rekel, pa v bistvu najbolj iskreni odgovor tukaj je, da mi je žal, da z Jernejom Šugmanom nisem uspel, da sem ga zamudil, no, da se je prej poslovil, preden sem jaz bil na nivoju, da bi upal njega poklicati, pa reči, bi kaj skap naredila. Pa zdaj imaš zdaj koga drugega? Ne, zares. Zdaj je tako odvisno od projekta. Se mi zdi, da sem prišel v to fazo življenja, da ni nekoga, ki bi, ne vem, rekel, če pa njemu rečem, pa ne hotel z mano delati. Tako da je čisto odvisno, kaj bojo naslednje stvari, ki jih bom delal, potem razmišljam glede na to, s kom bi to naredil. Nimam nekoga, ki bi rekel, z njim bi pa res rad. Šugman je pa bil iskreno nekdo, ki sem pa tako, ki sem rastel skozi kariero, sem rekel, en dan bi pa nekaj z njim in pa nažalost se ni šlo. Ok, in še zadnje vprašanje. Katera tvoja ideja je tako nora, da jo še dolgo ne boš upal posneti? To pa tisti, ki me poznajo, pa ki so gledali moje stvari, vejo, da nimam te težave. Večkrat pomislim recimo tako, kakšne zadeve smo mi uspeli prodati, pa da je nekdo rekel ja, pa celo denar dal za to. Truplo je prva serija, ki smo jo delali za Pop TV in v bistvu na začetku ti narediš scenarij, ne, in nekdo mora to prebrati in potrditi. In Branko Čakarmiš je takrat, se pravi, dobil scenarije, mogo to prebrati in potrditi. In v prvi sceni prve epizode Trupla je dialog: daj ti meni povej, zakaj pri nas ni nobene dobre serije? Se pravi, to je to, kar sem se jaz odločil, da je prva stvar, ki jo bo Branko Čakarmiš prebral in bo rekel, ja, to super, te so pa fajn, da jim nekaj poznamo. Ja, in se je to zgodilo, tako da moraš imeti jajca, pa čeprav samo enega.
Luka, ful ti hvala za tole epizodo. Deva samo preden se posloviva še povedati, kje se da videti recimo Truplo in Hiša ljubezni. Je na Voju, ne? Truplo pa Hiša ljubezni sta oba na Voju. Okay. Kaj pa se pravi Srečen dan mrtvih? Srečen dan mrtvih pa je po mojem najlažji, če se sam v Google napiše Srečen dan mrtvih in se potem pojavijo linki, se pravi na Vimeju je, na YouTubeu je. Na YouTubeu je ta žalost, ker smo očitno neprimerna vsebina za najmlajše, so naredili, da se moraš samo pač upisan moraš biti. Moraš imeti YouTube račun, ni nobena komplikacija, ampak ne moreš sam klikati. Ampak skratka, na YouTubeu Srečen dan mrtvih, Vimeo Srečen dan mrtvih. Kaj pa Štokholm pa 91, se tudi da kje videti? Enako, Štokholm pa 91 sta oba na Vimeo. Skratka, če se napiše naslov filma, se pravi pa Luka Štigl v Google, se sleko prej. Vse je javno na voljo, brezplačno. Najbolj vesel bom pa, če bojo ljudje gledali Srečen dan mrtvih. Ta te najbolj predstavlja? Tako, pa zadnje. Še vedno smo v fazi promocije, tako da tle spodbujam ogledu. Ja, definitivno. Mora biti tisto, kar si zadnjo naredil, moraš imeti najrajš. Samo tako rasteš, samo tako greš naprej. Se pa zdaj pogovarjamo, da bo tudi na RTV 365 bo tudi Srečen dan mrtvih. Zdaj odvisno, kdaj bo šla epizoda, ampak v kratkem se bo zgodilo tudi to. Ok, super. Luka, hvala ti. Hvala tebi za vabilo. Poslušalci in gledalci, oglejte si kakšen Lukov film ali pa kjerga od njegovih top 10. Uživajte. Čau.